back to you. It never takes too long. No matter what I say or do, I still feel you here till the moment I'm gone. You hold me without touch. You keep me without chains. No matter what, anything so much, not to drown in your love, not to feel your rain. Set me free, leave me be. I don't wanna fall another moment into your gravity. Here I am, and I stand so tall, just the way I am supposed to be. But you're wrong to me, all over me. Yeah, you loved me 'cause I'm fragile, and I saw that I was strong. But you touched me for a little while, and all my fragile strength is gone. Set me free, leave me be. I don't wanna fall another moment into your gravity. Here I am, and I stand so tall, just the way I am supposed to be. But you're wrong to me, all over me. I hear me on my knees, oh I can try to make you see that you're everything I think I need here on the ground. But you're neither friend nor foe, so I can't seem to let you go. But one thing I still know, that you're keeping me down. You're keeping me down. No, no, no. You're on to me all over. Something always brings me back to you. It never takes too long. Spoštovani knjižničarji, spoštovane knjižničarke iz Slovenije in iz tujine, dragi gostje v dvorani, cenjeni udeleženci konference na spletnem prenosu na Zoomu. Lepo pozdravljeni na 24. strokovni konferenci COBISS v Institutu informacijskih znanosti v Mariboru. Skozi ta 2 dneva vas bova popeljala Biserka in Tadej. Svojo glasbo sta nas naše druženje popeljala Jana in Tim. Kaj smo to poslušali, Tadej? Jana in Tim sta člana novega izumovega hišnega benda, izvedla pa sta skladbo Gravity izvajalke Sarah Bareilles.
Prva konferenca COBIS, o kateri lahko beremo na Izumovih spletnih straneh, je bila konferenca iz leta 1998. 7. po vrsti, takrat še vsakoletna. Če pogledamo, kakšne teme smo odpirali, vidimo, kako zelo se je svet v tem času spremenil. Takrat je bila v ospredju problematika avtomatizacije knjižnic. Spraševali smo se o dostopu do informacij in o kvaliteti interneta v knjižnicah, na primer. Na delavnicah takratne konference smo se pogovarjali na primer o spletnih straneh knjižnic. Takrat smo jih še imenovali domače strani. Če pogledamo letošnji program, vidimo, da smo v slabih 30 letih prišli vse do tega, da računalnik prevzema pravila, ki jih načeloma prisujemo človeku. Tako so danes aktualne teme umetna inteligenca, elektronske knjige in entitetno-relacijski model kataloga. Knjižnica se torej vse bolj seli na splet. To pa seveda pomeni občutno preobrazbo knjižnic in njihovega dela. Ja, in v sistemu COBIS prav lepo temu sledimo, namreč pred kratkim smo dosegli mejnik 14 milijonov bibliografskih zapisov. Nič kar besedo predajam našemu direktorju, torej direktorju Instituta informacijskih znanosti Maribor, doktorju Alešu Bošnjaku. Spoštovani gostje iz tujine in domačih krajev, spoštovani državni sekretar, dr. Tomaž Boh, spoštovani udeleženci konference tukaj v konferenci in tisti, ki nas spremljate nadaljavo, spoštovani sodelavci Izuma. Jesenski čas, ki ga vsako drugo leto izberemo za organizacijo konference COBIS, je tudi čas, ki si ga ptice izberejo za selitev na jug. Prav te dni čez Slovenijo in naš Maribor letijo jate žerjavov v značilnih klinastih formacijah in brez računalnikov, navigacijskih naprav in satelitskih povezav vedo, kam so namenjene, kateri cilj želijo doseči in kje nameravajo pristati. Mi ljudje imamo računalnike, celo super računalnik čuvamo v bunkerju pod platojem in se zelo trudimo, da bi leteli v pravo smer in da bi, če ne zveni preveč samovšečno, bili na čelu te velike knjižničarske jate, v katero so vključene vse slovenske knjižnice in veliko knjižnic v državah bivše Jugoslavije in še kje. Ponosni smo, da je v tem obdobju, ko so se drobili družbeno-politični sistemi in se je spreminjala geopolitična slika sveta, knjižnični svet COBIS ostal kot enoten sistem, z vzajemnim sodelovanjem vseh vključenih. Ni samo obstal, rasel je in se razvijal in do danes spet povezal v mrežo COBIS.net, ne samo tisto, kar se je v zgodovini razdrobilo, ampak so se skupnosti COBIS pridružili tudi nove članice. Svet in ljudje smo se znašli v tako imenovanem egocenu, dobi, ko večina v središče postavlja sebe in svoje. Sistem COBIS pa ima po zaslugi tistih, ki so ga zasnovali v temelju filozofijo skupnosti in sodelovanja. Od teh načel tudi v prihodnje ne bomo odstopali in bomo spodbujali nove generacije sodelavcev, da se ozrejo okoli sebe in delujejo tudi z mislijo na druge. V ospredje letošnje konference smo postavili umetno inteligenco, saj je brez dvoma naša nova realnost, ki dokaj nenadzorovano leze v vse pore našega profesionalnega in zasebnega življenja. Smo pripravljeni na njo? Je naša zaveznica ali sovražnica? Je že dozorel čas, da jo vključimo tudi v naš sistem COBIS? Bomo znali loviti ravnotežje na tanki črti med varnostjo in tveganjem, s katerim se srečujejo vsi veliki sistemi? Bomo umetno inteligenco znali pravilno in koristno uporabiti v knjižnicah in knjižničarstvu nasploh? Prisluhnimo vabljenemu predavanju iz Norveške, gospodu Svenu Arnentu Björkfeldu, ki je izrekel podoben stavek, kot ga je znameniti češki junak dobri vojak Švejk. Brez panike. Prisluhnimo pa tudi drugim, kako vidijo našo prihodnost in sobivanje z umetno inteligenco. Naj izpostavim še nekaj drugih vsebin iz programa.
Ob res neverjetno hitrem tehnološkem razvoju, ko se trudimo, da bi ujeli korak z novostmi v informacijski tehnologiji, pogosto spregledamo in se pogosto z nepotrebno zakasnitvijo ozremo na želje in potrebe ranljivih skupin, invalidnih oseb, mlajših, starejših, brezposelnih, oseb z nizko izobrazbo. Danes nas bodo spomnili, da svet, kakor je urejen, ni vsem ljudem tako samoumevno dostopen in velikokrat ni organiziran po njihovi meri. S tem, ko na konferenci govorimo o digitalni dostopnosti za ranljive skupine, se zavezujemo, da pri razvoju sistema COBISS na to ne bomo pozabili in bomo svojo programsko opremo načrtovali enako tudi zanje. Zato je konferenca tudi priložnost, da pokažemo, kako se razvija naš sistem, kakšne prednosti ima nova generacija naših aplikacij, kot je COBISS Plus, COBISS Lip, COBISS CAT in kako so se novosti izkazale v praksi. Še posebej izpostavljamo novo tehnološko okolje za izposojo e-knjig, to je COBISS ELA. Zato bo drugi dan konference naše pozornosti deležna e-knjiga. Naš vabljeni predavatelj, dr. Miha Kovač, nas bo opozoril, kakšna bi lahko bila prihodnost branja v digitalni družbi oziroma kakšna bo, če ne bomo korigirali nekaterih napačnih ravnanj, odločitev in korakov iz preteklosti. Vsebinsko zahteven sklop smo pripravili za knjižničarje katalogizatorje. Proučujemo namreč nove modele bibliografskih podatkov in možnosti, kako bi opisno katalogizacijo v prihodnosti nadgradili z entitetno-relacijskim modelom bibliografskih podatkov. Uresničevanje tega je velika naloga, pri kateri sodelujemo vsi, NUK, celotna knjižnična skupnost Slovenije in seveda tudi IZUM. V zaključnem vsebinskem sklopu smo v ospredje postavili uporabnike knjižničnih storitev, naj si bodo laični ali profesionalni uporabniki. Zanje delujejo klicni centri, zanje so organizirani različni izobraževalni tečaji, pripravljeni so podcasti in različni družbeni mediji, ki omogočajo prenos znanja. Mimogrede povedano bo zanje tudi v bližnji prihodnosti na voljo katero od orodij umetne inteligence. Čisto na koncu pa bomo deležni koristnih nasvetov, kako ostati živ in nepoškodovan v virtualnem svetu, kjer je kibernetski kriminal lahko še kako resničen. Ker sem uvodoma govoril o žerjavih, ki se prav v tem času selijo iz Severne Evrope in letijo prek Slovenije na Iberski polotok, bom svoj pozdravni zagovor tudi zaključil s temi pticami. Saj so na daljnem Japonskem simbol sreče, dolgega življenja, plemenitosti in pripravljenosti na nesebično pomoč. Ko gledam jato žerjavo, kako ena ptica na čelu jate določa smer, druge pa ji sledijo, kako drugi zmanjšujejo zračni upor in sodelujejo, ohranjajo stik znotraj skupine. Si nekaj podobnega želim tudi za sistem COBISS, na katerega je vezanih skoraj 1500 knjižnic, in za superračunalnik, na katerega je vezanih toliko pomembnih projektov. Naj to željo izrečem na glas. Leteti visoko in daleč, biti na čelu jate in voditi ter podpirati znanstveni napredek na tem jugovzhodnem delu Evrope. V veselje in čast mi je napovedati, da se konferenca COBISS 2024 lahko začne. Hvala. Najlepša hvala dr. Alešu Bošnjaku. Z veseljem pa med nami pozdravljamo generalnega direktorja Direktorata za znanost in inovacije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Tomaža Boha. Hvala lepa za besedo. Spoštovani direktor IZUM-a, lahko rečem spoštovani kolega Parjatu Aleš, spoštovani direktorji nacionalnih knjižnic, drugih knjižnic in ostali udeleženci, ki ste danes z nami tule v živo in tisti, ki nas spremljate preko modernih orodij, skratka v virtualnem svetu. Dovolite, da vam tudi jaz v imenu ministrstva, s katerega prihajam, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, povem nekaj uvodnih besed.
Pravzaprav veliko veselje mi je, da lahko pozdravim v našem imenu tako veliko jato, kot se je izrazil direktor, ker preprosto, ko nekdo vidi veliko jato, ko verjetno individualen ptič, kljub temu, da to pravzaprav v naravi ni individualna vrsta, vendar se z veseljem in z lahkoto pridruži temu preprosto zaradi tega, ker ve, da je v varnih rokah, ve, da je smer znana in da je nekdo pred njim to že naredil, skratka, da je pot uhojena in na drugi strani, da se bo za to vrstnim sodelovanjem pač veliko novega naučil in lahko v naslednjih izletih, v naslednjih alteracijah pravzaprav on prevzel bistveno bolj vidno vlogo. Z tega vidika zelo, zelo pozdravljeni vsi tule v Mariboru in res v veselje mi je, da lahko ne glede na to, da se naše ministrstvo po imenu skozi zadnje desetletja spreminja, pa vendar vse skozi ostaja Izum eden izmed naših ključnih partnerjev, eden izmed naših ključnih infrastrukturnih zavodov, ki omogoča delovanje ne samo v slovenskem knjižničnem sistemu, ampak tudi v regiji, regijo povezuje in ne nazadnje odpira prostor za nove stvari, kot je nakratko že omenil tudi direktor, z superračunalniškimi izzivi, z odprto znanostjo in tako naprej. Vse to so izzivi, s katerimi se srečujejo skupnosti ne samo v Sloveniji, ampak povsod v regiji. Moram reči, da mi je bilo zelo zanimivo, ko sem videl plakat iz leta 1998. Zagotovo si danes mislimo in smo prepričani, da obravnavamo najbolj in boste obravnavali v naslednjih 2 dneh najbolj aktualne reči, najbolj sveže reči, najbolj vizionarske reči na področju, ki ga pokrivate. Jaz sem prepričan, da so tudi tisti, ki so bili udeleženci konference leta 1998, govorili enako. Kljub temu, da se njihove tematike iz današnjega zornega kota razumejo in jih lahko vidimo kot nekaj, kar je samo po sebi umevno. Preseženo, vsak izmed nas ima v žepu telefon, ki zna vse to, še bistveno več, ampak kaj je skupni imenovalec vsega skupaj? Skupni imenovalec je aktualnost. Ne vemo, kaj bo čez 20 let tema konference, podobno kot sedite danes. Vemo pa, da bo tema aktualna. Vemo, da bo tema takšna, ki bo trasirala pot vnaprej, ki bo povezovala skupnost in tu verjamem, da je ena izmed ključnih stvari, ena izmed ključnih pridobitev in dodanih vrednosti tovrstnih konferenc. Verjetno marsikaj se lahko dogovorimo v virtualnem svetu. Marsikaj lahko izmenjamo po elektronski pošti, po takšnih in drugačnih kanalih komuniciranja. Ne moramo pa skupaj spiti kave. Ne moramo skupaj reči nekaj besed, kako si se imel včeraj, kakšni so tvoji načrti in na ta način splesti nekaj, česar jaz verjamem, umetna inteligenca nikdar in na noben način ne bo mogla nadomestiti. Skratka tega, da smo ljudje še vedno ljudje. Da potrebujemo stik, da potrebujemo medsebojno komunikacijo in da se zaradi tega na tovrstnih konferencah moramo srečevati. In zaradi tega, spoštovani kolegi iz Izuma, spoštovani organizatorji in seveda spoštovani vsi udeleženci na tej konferenci, vsem skupaj ena res velika hvala, da to počnete že 24 zapored. Ne vem, če je kdo izmed vas tule, ki je bil na vseh 24 konferencah, verjamem pa, da vas je kar nekaj, ki vas je bilo na mnogo od njih, tako da lahko prenašate tudi vtise, tudi kontakte, mreže na svoje kolege, ki bodo prišli na eno izmed naslednjih konferenc, ki sledi dvoletno pač v prihodnosti. Zdaj, o Izumu kot institucije niti ne bi pretirano zgubljal besed, ker jo vsi poznamo. Pa vendar potrebno je povedati, da je v zadnjem obdobju oziroma v obdobju svojega obstoja naredila en zelo, zelo pomemben eno razvojno pot, pomembno in sicer, če je bilo leta 1998 in prej ključnega pomena digitalizacija in vzpostavitev knjižničnih sistemov, vzajemnih katalogov, vsega tega, kar sodi zraven,
se je v zadnjem obdobju temu pridružila že prej omenjena odprta znanost, superračunalništvo in procesi, ki sledijo oziroma ki temeljijo na teh pridobitvah. In Izum, moram reči, z vidika našega ministrstva se je tudi v mednarodnem okolju izkazal kot eden najbolj zanesljivih partnerjev in to z vso odgovornostjo in pri polni zavesti, govorim iz te točke zdaj, kajti pri vzpostavitvi superračunalniške skupnosti je Evropa v kontekstu Euro-HPC oziroma superračunalniške evropske skupnosti načrtovala kar precej tovrstnih centrov, 5 do 9 oziroma različnih majčkeno tudi konfiguracij in postavitvi. In Izum je bil prvi oziroma slovenski superračunalnik je bil prvi v celotni gruči in lahko rečemo v tem trenutku tudi pri polni zavesti najbolje delujoči superračunalnik v evropskem prostoru. Zaradi tega verjamem, da bo tudi v prihodnje, kajti tudi to bo ena izmed smeri, v katero si želimo iti oziroma jo načrtujemo, Izum skupaj z partnerji, kjer še enkrat poudarjam povezovalno vlogo, odigral tisto vlogo, ki jo je v preteklosti in ki jo od njega nekako pričakujemo tako v Sloveniji kot v širši regionalni skupnosti. COBISS in SICRIS kot glavna produkta, nekako tista leitmotiv delovanja Izuma, me veseli, da se tudi v regiji iz leta v leto bolj razvijata. Če imam pravilne podatke, je preko 1500 knjižnic v 8 državah pridruženih in sodeluje, kar mislim, da je zelo velik uspeh in redko katera izmed stvari oziroma redka kateri izmed sistemov tako povezuje, kot povezujejo sistemi COBISS-a in SICRIS-a. In z tega vidika lahko rečem tudi na našem ministrstvu to podpiramo v kontekstu razvojne pomoči, ki jo poskušamo v največji možni meri nekako skupaj z kolegi iz Izuma usmeriti na najbolj racionalen način. Verjamemo, da v prihodnosti bomo lahko tega izvedli še kaj več. Želimo si, da bi tudi v evropskem prostoru lahko dobili ustrezno mesto COBISS.net platforme, da jo lahko tudi z drugimi sredstvi pomagamo sofinancirati, dofinancirati in vzpostaviti v zelo še bolj delujoč sistem, še bolj razširjen sistem, kot je v tem trenutku. Zdaj vseh COBISS.nekaj ne bom govoril, ker je že nekaj povedal direktor, pa v naslednjih dveh dnevih bo temu posvečena večina razprav. Verjamem, da tudi večina ali pa saj dobršen del vaših odmorov. Tako da pri vsem skupaj vam želim uspešno delo, želim vam veliko uspehov naprej, povezovanja med knjižničarsko, raziskovalno in informacijsko stroko, kar tudi to je eden izmed elementov, ki je ključen. In seveda, če vas gledam tule v dvorani, če vidim, kaj počne Izum in kaj počnete vsi partnerji, mislim, da ni bojazni, da bodo rezultati današnje konference in pa jutrišnjega dne uspešno prenešeni tudi v prakso. Želim vam zares vse dobro, najlepša hvala za vabilo, uspešno delo in pa predvsem v pričakovanju nadaljnjega dobrega sodelovanja. Še enkrat hvala lepa za povabila in srečno. Hvala, dr. Boh, za vaše prijazne besede. Današnji dan sestavljajo 3 tematski sklopi, kot je že povedal naš direktor. Govorili bomo o umetni inteligenci v knjižničarstvu, ranljivih skupinah in storitvah knjižnic in o novih generacijah programske opreme COBISS.